Naprimer lepa rdeča Seata Arona in Ibiza. Dobro, lahko sta tudi v drugih barvah in čeprav sta si dimenzijsko zelo podobna, še vedno nagovarjata različne kupce. Zunaj posebnih sprememb ni, znotraj sta opcijsko na voljo z 10,25-palčnim zaslonom, več je asistenčnih sistemov, poslovil pa se je dizelski agregat. Na enaki platformi stoji tudi sorodni Volkswagen Polo, za katerega lahko rečemo podobno. Zunanja oblika je evolucija in seveda spominja tudi na novi Golf. Enako je znotraj na voljo večji zaslon, paketi opreme so pri Polu dobili nova imena, vsi po vrsti pa ponujajo več opreme. Piščanec po nemško vas bo stal vsaj 15.763 evrov in lahko si ga omislite v tej zanimivi barvi. Tretja generacija Nissana Qashqai je na voljo samo še z bencinskimi motorji. Novinec je dobre 3 cm daljši in prav toliko širši, daljše medosje pa pomeni, da je znotraj več prostora. Ker je bil prejšnji znotraj že zastarel, vas bo tukaj razveselila sodobna kabina in še vedno si boste lahko zaželeli tudi 4-kolesni pogon. Mercedes-Benz je predstavil novi razred C. Povsem novi, ne samo prenovljen, tudi dimenzijsko je večji, izgubil pa je možnost zračnega blaženja. Z ročnim menjalnikom ni več na voljo, vsi motorji so blago hibridni in Nemci pravijo, da je ob tako napredni in bogati opremi C postal Baby S. V akcijski ceni je lahko vaš za vsaj 38.990 evrov. Tudi pri Audiju so pristavili svoj piskrček in prenovili model Q5 Sportback. Že svojo bolj položno padajočo streho je bolj dinamično zašiljen od klasičnega Q5, prenova pa mu je prinesla še bolj agresivno sprednjo masko. Motorna paleta je bogata in bo zlahka zadovoljila vse okuse, tudi tiste, ki si želite veliko moči. Za vas bo SQ5 TDI z 251 kW moči za 74 tisočakov. Če ste še bolj dinamične sorte, vas bodo zasrbeli Hyundai z oznako N. i30N je doživel prenovo, nova pa sta Kona N in i20N. Tale mali nabritež je ravno pri nas na testu in vam lahko povem, da je z dobrimi 200 konji zelo zabaven, pa celo pravo mehansko zaporo diferenciala ima. Noro. Osnovni bo vaš za slabih 23 jurjev, i30N za dobrih 28, Kona N pa za skoraj 38 jurjev. Čeprav vam po pravici povem, da bi najraje imel tegale, sva ravno prej z ambasadorjem Hyundai N, Rokom Turkom, se tamle obračala. Res je super inštruktor, ker v dobrih 5 minutah sem znal že skoraj vse in sem ga obrnil za 165 stopinj. Boste videli v prihodnji oddaji, če bo plac. Smutje pa bilo. Gremo še malo k kombijem. Fiat predstavlja prenovljeni Ducato, pri katerem boste sicer opazili oblikovne spremembe zunaj in znotraj, a bistvo se skriva pod pločevino. Tam zdaj brni novi turbodizel z oznako Multijet 3. Je lažji in bolj sodoben od deciliter večjega predhodnika, ponuja pa od 88 do 130 kW moči. Kar celotno paleto lahkih gospodarskih vozil pa so prenovili pri Renaultu. Model Express Van je povsem nov in se po 20 letih odsotnosti spet vrača na trg. Na voljo je le kot dostavnik in nekako nadomešča Dacio Docker, ki je ne bo več. Z dolžino 4,39 metra pa vas bo osnovni pred pribitkom DDV stal okrog 13.000 evrov. Drugi dve novosti pa sta še prenovljena Kangoo Van, ki bo prav tako samo v tovorni različici, in Trafic Passenger, ki pa seveda bo peljal potnike, in to za najmanj 29.290 evrov z davkom. Še ena prenova je zanimiva. Jeepov kompas navzven ni posebej drugačen, je pa zato čisto novo voznikovo okolje. Armaturna plošča je povsem nova in bolj moderna, večji so seveda zasloni, izbirali pa boste lahko med bencinskimi, dizelskimi in hibridnimi izvedenkami. Za vsaj 24.446 evrov. Porsche je v temi predstavil svoj Taycan Cross Turismo. Ta je za tiste, ki rabite bolj praktičen električni avto, ker ponuja 5 cm več prostora za glavi potnikov zadaj in večja je odprtina prtljažnika. Avto je še vedno noro hiter, zanj pa pripravite vsaj 100 evrskih tisočakov. In še malo drugačna prevozna sredstva so nova pri nas. Elan je predstavil svoja plovila. Jep, snega, kjer bo letos kraljevala njihova revolucionarna zložljiva smučka, se selijo še na vodo. In tako boste po novem, recimo na Bohinjskem jezeru, videli tudi kanuje, kajake in supe, na katerih piše Elan. So v takšnih finih barvah, da jih ne boste mogli zgrešiti. In mi moramo tole seveda preizkusiti še v praksi, ne? Zakaj bi samo daleč gledali? K sreči pa poletje še vedno traja v septembru, tako da moram zdaj tale sup nafilati. Ne, v bistvu ga ne bom, ga bo Matej, njemu se to vedno da. Matej! Aj.
Daj prid sem, boš sup na filo, no? Že naslednji teden boste torej v oddaji videli zanimiva Elanova plovila. Poleg tega bo Matej predstavil prenovljena Seata Arona in Ibiza. Izvedeli boste cel kup zanimivosti o električnih avtomobilih in še... tega pa ne povem, naj ostane presenečenje. Se vidimo. Kje imaš pa pumpo? Kje? Tole bo mlem deluje kot dežnik. Marela.